usodo obrnemo v prid večine ljudi ali proti njim, če združimo moči. To združevanje moči se mi zdi zlasti v slovenskih razmerah nekaj zelo pomembnega. Zato bi rad danes pozdravil to vašo odločitev, da razmišljate o tem, kako si bomo med seboj delili dobre izkušnje, dobre prakse. Če boste pogledali uspešne korporacije ali pa uspešne posameznike, tako od poslovnega sveta do športa, umetnosti, kulture in znanosti, boste ugotovili, da ljudje, ki so najbolj uspešni, ne skrivajo svojih poti, ki so jih pripeljali do teh uspehov, ampak jih delijo z drugimi v dialogu z drugimi, pravzaprav brusijo že svoje naslednje zamisli. Jaz mislim, da to mentaliteto, to prepričanje, da je treba sodelovati, da je sebičnost nekaj, kar je pravzaprav protipodjetniškega, da je, bom rekel, ustvarjanje skupaj nekaj, kar je v osnovi podjetništva, da je nekaj, kar je za ta trenutek, prelomen trenutek v Sloveniji, izredno dragocen. Mislim, da smo se Slovenci naučili v zgodovini, da ko stopimo skupaj, zmoremo neverjetne stvari. In v tem trenutku, ko se zdi, da se vendarle gospodarski, pa tudi socialni kazalci počasi znova obračajo navzgor, ne smemo zamuditi priložnosti, da ta trenutek izkoristimo za nekaj ambicioznih strukturnih sprememb, ki bodo našo družbo vzpostavile hkrati kot konkurenčno ekonomijo in socialno državo. To priložnost imamo. Slovenci imamo v svojem narodnem značaju dovolj občutkov za solidarnost, imamo dovolj občutka za odgovornost zase in imamo tudi dovolj tekmovalnosti, dovolj trdoživosti, vseh drugih značajskih lastnosti, ki odlikujejo narode, ki danes v svetu uspevajo. In se lahko skupaj z njimi trudimo za to, da ustvarimo eno družbo blaginje. V tem smislu se mi zdi, torej, vaša diskusija o tem, da si je treba deliti izkušnje, da si je treba deliti spoznanja, da je treba spodbujati eden drugega, da je treba iskati dobre prakse in jih nagrajevati, da je treba razumeti tudi napake, da je treba razumeti tudi poraze, da so to sestavni deli zgodb o uspehu, da je treba takrat eden drugemu pomagati. Ta atmosfera je danes pomembna. Ta je tista, ki lahko Slovenijo še za hip naredi bolj energično, bolj ambiciozno in nas popelje naprej. Ne zaključim. Smo v enem prelomnem obdobju Slovenije. Za nami je tranzicija. Čas četrt stoletja. Kratek čas za državnost. In roko na srce, ne moremo pričakovati, da bomo v četrt stoletja ustvarili družbo tako popolno ali skoraj popolno, kot so nekatere druge, ki imajo daljšo tradicijo demokratičnosti, tržne ekonomije, poslovne in moralne kulture in vsega drugega, pravne kulture. Za vse to je očitno potreben nek čas. Poleg tega se je pokazalo, da smo nekako mogoče narobe razumeli nekatere stvari v tem času, da so nekatere stvari samoumevne, da tržna ekonomija sama po sebi rešuje vse, da demokracija sama po sebi rešuje vse. Tisto, kar rešuje probleme, smo ljudje. So seveda tudi institucije, ne me narobe razumeti. Ampak smo najprej predvsem ljudje v teh institucijah. Na to smo pozabili. In vi se k temu danes vračate. In mi se k temu vračamo. Mi bomo in smo že postavili institucije, pravne in politične države, institucije tržne ekonomije, regulatorne institucije. Ampak zdaj gre za to, da vzgojimo tudi ljudi, ki bodo s svojim znanjem, svojimi vrednotami, svojimi ambicijami, svojo samozavestjo, svojo sposobnostjo prilagajanja te institucije lahko tudi suvereno vodili. Mislim, da smo zdaj v tej fazi.
In to je, se mi zdi, izjemna priložnost, ki je ne smemo spregledati. Zdi se mi, da smo ta človeški faktor v času tranzicije zanemarili. Da smo mislili, da je vse v institucijah in da bodo one samoumevno vse postavile na svoje mesto. Ne. Na svoje mesto na koncu vse postavimo ljudje. In tega se moramo zavedati. Vlaganje torej v to, in s tem zares končujem, v sposobnost učenja, znanja, ampak tudi prilagajanja, iskanja novih priložnosti, razmišljanja out of the box. To je nekaj, kar dela slovenski podjetniški svet konkurenčen z drugimi in vliva upanje vsem nam, da gredo stvari na bolje in da si lahko obetamo zase in za naše otroke boljšega sveta. Rad bi se vam zahvalil za vaše izkušnje in za vaše dosežke in vam jih želim tudi naprej v enaki meri. Hvala lepa. Še kateri tako razbija srce, ko posluša te besede. Jaz mislim, da se morda gospod predsednik niti ne zaveda, kako zelo se nas je dotaknil s temi besedami in s to njegovo srčnostjo. Zato še enkrat najlepša hvala. Zdaj pa na oder vabim še dva srčna človeka. Nov tandem in sicer Manco Špik in Primoža Goričnika. Jaz, ko sem se pripravljala na ta pogovor, sem šla najprej pogledati na Facebook. In sem videla, da ima Manca 28.397 prijateljev na Facebooku. In več kot rokometaški klub Celje Pivovarna Laško. Manca, mene predvsem zanima, kaj pomeni tebi ta povezanost ljudi. Predsednik Pahor je govoril o tej povezanosti med ljudmi in jaz mislim, da je Facebook ena taka virtualna skupnost, ki se gradi na podobnih vrednotah in ti izjemno, čustveno, srčno in iskreno komuniciraš z njimi na Facebooku. Kaj ti pomenijo vsi ti ljudje? Najprej lep dober dan moščem vsem zbranim. Jaz se trudim biti, ne vem, na vseh področjih življenja zelo iskrena punca, ker sem tudi namreč tako vzgojena. Na Bohinjski Beli sem zrasla gor in tam iskrenost in vaško življenje nekako ste mi oblikovali v takšno osebo. In skušam se pravim na vseh področjih biti čim bolj iskrena, prijazna do ljudi, ljudi imam rada in vedno so mi v prvem planu, tudi pri mojem poslu. Jaz vedno, ko pridem na nastop, vedno skrbim za to in gledam na to, a so ljudje zadovoljni, a jim dam dovolj, da mi vedno več, kot mogoče zmore kdo druga, ampak na to sem zelo ponosna. Tako da tudi z njimi komuniciram preko teh virtualnih svetov, da me spoznajo mogoče tudi v drugi luči, kakšna sem privatno, objavljam veliko privatnih fotografij in želim ljudem dati ne samo Manco pevko, ampak tudi Manco, bom rekla, sestro, teto, partnerico, hčerko in tako naprej. Krasno, krasno. Manca, prebrala sem tudi en tvoj citat, ki si ga dala gor. In citati vedno povejo tudi marsikaj o vrednotah človeka. In en citat je, prevedla sem ga v slovenščino, ne glede na to, kako kaotično je naše življenje, so v njem zmeraj stvari, ki večno trajajo. Bori se za njih. Manca in Primož, zakaj se vidva borita v življenju? Moj Primož povedal najprej. Zakaj se borim? Ne vem, za dobre stvari, ne vem, da ostanem taka, kot sem, da imam rada ljudi, da me ljudje imajo radi,
da ostajam prizemljena, da sem pridna, delovna, da imam lepe navade, da sem družinski človek, ki ima zelo, zelo rada svoj poklic. In tako kot je že gospod predsednik omenil, vedno sem se borila za stvari, ki so mi srčne, tudi za mojo glasbo. Namreč na odru sem srečna in posledično najbrž zaradi tega tudi precej uspešna. Tako da to je tisto, za kar se borim, da sem rada z ljudmi, ob katerih sem ljubljena in ki jih ljubim. In to se dogaja tudi na odru. In seveda ob sebi imam tudi Primoža, ki je tudi pomemben del mojega življenja in tudi za njega se borim, za njegovo naklonjenost, zato da verjame vame in prijatelja smo že od 15. leta in se mi zdi, da je vreden tega, da se trudim za najino prijateljstvo, ki je osnova najinega posla. Tako da, evo, tudi za Primoža se borim vsak dan. Ja, mogoče bi se tudi jaz navezal na besede gospoda predsednika in sicer jaz se že celo življenje zavedno ali pa nezavedno stremim k temu, da ohranjam to iskrico. Ne? In, mislim, da tudi bistvo vsega podjetništva je pač, da greš v tisto smer radovednosti. Ne? In recimo moja osebna karierna pot je do 35. leta trajala povsem drugje in potem sem prišel do faze, da nisem več našel motiva in sem enostavno za 180 stopinj zamenil smer. Ne? In takrat so se v bistvu tudi z manjcev nekako našla, tako da ta hobi, ki sem ga gojil prek nje, je postal v bistvu gonilo razvoja te najnega podjetja. Ne? Tako da jaz bi rekel, da vsak podjetnik, ki sledi temu svojemu notranjemu čutu, kaj si želi početi, moraš seveda tudi videti, kje si dober. In če dokler gori iskrca, so možnosti za razvoj. Ne? In to se mi zdi ful bistveno. Ne? Jaz so to blazno verjamem. In recimo me sploh ni strah, ker vem, da se bodo stvari uredile, okolikor boš pač ustrajal v tisti stvari, ki ti daje žar, ki ti ni težko recimo celo noč delati. Ne? Tako, no. Jaz mislim, da obema gori ogenj v srcu, še vedno, zato, kar počne. Krasno. Jaz imam še eno vprašanje, Gregor, lahko kar jaz? Super. Kaj bi iz vajne izkušnje svetovala našim podjetnicam, ki se odločijo za skupno poslovno pot z svojimi zasebnimi partnerji? Ne? Tudi. Jaz rada Primoža tudi predajam besedo, ker ne vem, ima zelo vedno tehne odgovore in spoštujem njegovo razmišljanje. Kaj pa vem, tako kot je že gospod predsednik omenil, skupaj zmoremo več, lepo je, če se ljudje povezujejo, če imajo isto mišljenje, če imajo iste cilje in seveda uživajo eno drugem na isti poti, ker najbolj pomembna je pot. Ker ko pridemo na cilj, kaj ti potem ostane? Spet nov cilj, do katerega moraš prehoditi. Tako da lepo je, če imaš ob sebi ljudi, ki jim nedvomno zaupaš, predvsem zaupanje se mi zdi tisto najpomembnejše, da nimaš tistega črvička v sebi, mogoče kančka dvoma, a je ta človek iskren do tebe, pošten do tebe, a daje isto pač količino energije v skupni posel, ne? Tako da se mi zdi to najbolj pomembno. Pač zaupanje, prijateljstvo, tudi humor. Mi da s Primožem se zelo rada hecala, sem oba zelo zabavna človeka in včasih tudi s humorjem premagava marsikšno težavo. Ne? Tako da predvsem veliko tudi časa ne samo poslu posvečati, ampak tudi privatnosti, kdaj je tako pojest, se pozabavati z njegovimi prijatelji, z mojimi prijatelji, pa z družinami. Skratka, graditi tudi na drugih področjih. In potem je to vse en tak velik bazen trdnih temeljev, ne? In potem to gre samo še na vzkor. Predvsem pa to, negovati iskrico poslovno, ne? Spodbujati se včasih, ko pridejo težave, mogoče kdo izgubi 1% motivacije, pa potem se spodbujati, najdeti dobro v drugem, ga dvigniti gor kot človeka in šele kasneje kot poslovnega partnerja. Tako da to se mi zdi zelo pomembno in to svetujem vsem, ki se povezujejo. Ne držijo skupaj na to. Lepo slišim, to življenje skupaj, pa harmonija, ampak ker si skozi skupaj, sploti se
imaš potem 80 ur skupnega dela, potem si spet skupaj, pa greš spat skupaj, pa se zbudiš skupaj, pa delaš skupaj, ne? A se torej ne veličaš tega? Ja, to je zelo dobro vprašanje. Jaz moram povedati, se pravi, s Primožem se poznava že od 15. mojega leta, ne? Primož je 5 let starejši, seveda. Tako da, v bistvu so takrat močna zaveznika. Je res, da sva kasneje preživela čudovitih 9 let tudi v partnerski zvezi, skupaj živela, skratka dihala isti zrak, zdaj pa že 5 let v bistvu živiva vsak svoje življenje, ampak poslovne pa še vedno plujeva v istih vodah. In tudi ko so bila skupaj, enostavno ni bilo težko. Glasba je moj način življenja in agencija Špik je tudi Primožev način življenja. Primož je odličen organizator in živeti moraš tudi svoj posel. Seveda pa ne smeš pozabiti nase, ne? To je pa tisto, ki mnogo ljudi oziroma parov tako pozabi nase. Ne pozabiš potem nase, kot to zgleda. Omanca ne pozabi nase. Ja, se pravim, ne bi rada zdaj neko zgodovino pogrevala, kako so bili skrbile zase. Ne vem, imam svoje ventile, kjer se sprostim, imam svoje hobije, imam, ne vem, kam grem, rada potujem in tako naprej. Primož pa tudi, ne? Primož, boš kaj dodal? Zelo zanima moško plat, ker poznam predvsem moških. Mislim, definitivno ni vse tako v rožicah, ne. Jaz sem razpad najne zveze osebno doživel kot priložnost za poslovno rast. Prav sem se na veliko zatekal v posel in posledica je bila ta, da po enem letu, odkar so šla narazen, je firma eksplodirala, totalno. In potem sem se nazaj na obrnil in sem rekel, čakaj, zdaj pa jaz ne moram več. Da se manjca uvidela po razvoju prej. Ne, dejansko sem tudi prej, ne vem, z razpadom zveze sem tudi prekinul službo in potem nekako več časa imel za posel. Tako da je zadeva praktično promet je šel gor v 2 letih krat 10 skoraj, ne, in sem jo pač pojel nazaj, čak, zdaj pa jaz ne moram več, ne, zdaj pa mi dva morava to organizirati, sistemizacija dela, ne, in v bistvu potem je spet šlo to normalno v tirnice, življenje sva si uredila in tudi razčistila vse tiste notranje dileme, ki so bile, tako da v bistvu ni šlo za noben oportunizem, ne, da bi zdaj rekel, ja, zdaj bomo pa skupaj ostala samo zaradi tega, da bo, ne vem, zaradi denarja, ja, ampak so bili drugačni vzgibi, ne. Mislim, da če je od zadaj oportunizem oziroma denar, da se prej ko slej prideš do točke, kjer greš narazen, ne. To so globje vrednote, zaupanje, spoštovanje in kakor naj se sliši tako iznucano, to je tudi malo brezpogojne ljubezni, ne. Ker ti nikomu moraš reči, no, metrovat, ne, pač jaz bom s tabo to delal, ker si se tako odločil, pa če si ti tukaj ali pa v Indiji z mano, z nekom drugim, 5 otrok, pač tako je, ne. Potem zaupanje s tem, ko sta šla narazen, ni bilo omajeno med vama. Pravim, ni bilo v rožicah. Ampak to, kaj je bilo med nami, ne. Zdaj sva pa tukaj, trdna, ne. To je to. Kdo bi rekel, da je drugač, bi rekel, da bo. Manca in Primož, kaj so vajeni ali je vajen no matter what project? Zdaj je ta trenutek, ki mu posvečata svoj fokus. Možda jaz poslovni del. Jaz pa umetniškega zagovarjam, tako da je svoj. Se pravi, zdaj smo mi dva poslovno razcepljena na 3 dele, ne. Eden je ta show business entertainment del, drug del je event planning oziroma načrtovanje dogodkov, mi da so bolj specializirana za zaprte dogodke za podjetja. Tretja stvar je pa, da zdaj že kakšne 2 leti zelo intenzivno delava na tako imenovanju kongresni organizaciji, se pravi zahtevnejši projekti, ki so več ali manj mednarodni, se pravi, da so vsaj iz 3 različnih držav ljudi noter prisotni in to je tudi ta poslovni fokus, kamor mi dva greva. Zdaj, nehote z razvojem te naše najne dejavnosti se je tudi njena glasbena pot zelo spremenila in sicer je šla iz neke zabavljačice za širše publike zelo ozko fokusirano tržno nišo in je ratala Manca eden izmed redkih, ki določene segmente pokriva. In v bistvu, ko ti dosežeš ta nivo, potem lahko tudi postaviš ceno.
Tako da obstajajo, tudi če v Sloveniji mehno obstajajo nek določene niše, kjer se da podjetništvo zelo dobro izkoristiti. Samo moraš imeti skozi odprte oči. Mi, da se v bistvu čaka, to zraven si in potem to, ko priložnost vidiš, ne moraš zagrabati. Tako da, če bo šlo tako naprej, v bistvu zdaj se širva, da niso samo kongresi v Sloveniji, ampak je tudi Hrvaška in Avstrija. Če bo šlo tako naprej, bo več potovala, kot pa bila v Sloveniji. Ne? Tako. Ambasadorja Slovenije, vstitam. Manca, ko zdaj slišiš Primoža govoriti o tebi, kak je feeling imaš? Lep. Mislim, ja, vesela sem. Tako kot sem že omenila, Primož, če na umetniško... Ne, če spet na tvoje. Ne, sploh, ne, Primož ve že nekoj tep, ne mislim tega. Ne vem, se mi zdi, da je fajn, če imam ob sebe enega človeka, oziroma zelo spoštujem, ka verjame vame, no. In ka vedno, ne vem, me zna pograjati, ampak tudi pohvaliti, se pravi, pa da so tiste graje nekak tist ogenček, da še naredim kakšno stvar boljš, tako da si zelo težko predstavljam, da bi bilo v tem poslu sama. Če ne bi imela Primoža, bi mi bilo ful težko in moram reči, da jaz sem tudi en tak zelo umetniški tip in on me zelo prizemljuje in posel pri meni ni samo muzika, je tudi agencija, je tudi so druge sfere posla in veliko me je naučil in nekako skozi njega sem tudi jaz rada ambiciozna. Jaz nikoli nisem sanjala v ne vem kakšnih stvarih, pa ne, da mi je to gonilo v življenju, ampak rada iz sebe iztržam maksimum in tudi Primož mi je pomagal, da sem v sebi odkrila ena področja, za katero sploh nisem vedela, da jih skrivam v sebi, ampak z dolgotrajnim delom, z ustrajnostjo in zaupanjem vas in seveda tudi z zaupanjem nekoga, ki ga imaš ob sebi, lahko premikaš gore, ker pač skupaj zmoreva več. Evo, pa sem svet prislobila. Samo da prekinem, oboje stransko. Ne? Zdaj, če jaz ne bi imel Mance, bi pa marsikaj podaril z Ritjo, kar sem gradil, ne? Ker pač sem mogoče karakterno pretrt in ona je bila pa tist mehki del, ki je v bistvu strukturo skup držal. Ne? Da ne govorim o tem, da je večino večjih strank Manca prpela. Pa jaz lahko ne vem, kaj še spišem. Aplauz, aplauz. Manca, in glede na vse tvoje izkušnje na odru in vse posod, jaz verjamem, da je tu mnogo podjetnic, ki morajo tudi same kdaj nastopati. Daj ti meni povej en tvojo skrivnost, kako greš prek treme. Kaj narediš? Jaz sem nekako na odrih že 15 let v svojem življenju, 10 let, tako bolj, bom rekla, pred ljudmi, letos praznujem 10. obletnico samostojne pevske kariere. In moram reči, da na začetku je bilo grozen, moram iskren povedati. In jaz sem zelo, nisem tako odprta oseba, no, Primož je ekstroverten, jaz sem introverten in sva tak yin-yang, no, tudi v tem poslovnem svetu. In če jaz moram ene stvari prek sebe in če sem zmogla z nastopi, več kot 1500 je za mano, mislim, z vsakim nastopom graditi pač eno trdno pač ograjo proti trevi. Zelo sem se borila z njo, jaz nisem po 3 dni spala, jaz nisem mogla nič jesti, iskreno povem. To je bilo grozno na začetku, ampak toliko sem verjela v to, ker delam, ker sem bila pa na odru srečna. Ko sem gor prišla, je pa vse minil. Sam, da sem ljudi nagovorila, da so mi zaploskali, je bilo takoj boljš. Tako da, ne vem, treba je samo kilometrino nabirati. Kilometrina je zelo pomembna, pa seveda, da čim večkrat izkušaš to, kar znaš. Se pravi, jaz sem, ne vem, naredila toliko pa toliko nastopov, da sem dobila zaupanje vase, da to res znam in zdaj sem prepričana, da lahko kjerkoli in kadarkoli nastopam in da bom zadovoljna s svojim nastopom. Ampak, če je meni uspelo s tako tremo in s takim introvertnim srcem, kot sem, lahko čisto vsakemu uspe. Hvala, aplauz za to. Jaz ne vem, ali vse tako čutite, ampak meni se boš čas zdi, da se bom zjokala. Ful čustveno. Vikar. Danes je tukaj vse tako čustveno, tako da lepo. Tako čustveno, pa tako iskreno od nekoga, ki ga gledaš na televiziji, od nekoga, ki je tam nekje zgoraj, ampak si dejansko tako blizu. Ja, tako blizu vsem. Zato hvala za to. Gregor, še imaš ti kakšno vprašanje? Hočemo še to izpiti, kakšno vprašanje. Odlično. Ampak to si tako kredno. Pogubne punce, Eva.
recimo, kako vi nagovorite publiko, na kakšen način imate vi ta stik z njo? Zelo dobro vprašanje, namreč sam nastop, recimo moje petje, je zelo pomembna nota v celotnem nastopu, ampak zelo pomembno je tudi, kako ljudi na kurmo po domač povedan, da mi prisluhnejo in ne vem, enostavno odprem srce, ko pridem na oder, res pozabam na vse in tisto, kar mi pade na pamet, največkrat tudi povem. Včasih je mogoče neprimerno, velikrat se sezujem, ne vem, pač delam tisto, kar čutim. In se mi zdi, da je to zelo pomembno in čim bolj biti iskren, seveda, ne vem, če je kakšen pomembnejši nastop ali pa kakšna nova pesem, ki se jo moram naučiti, ali pa da moram šlo včasih še kaj povedati, povoditi, tudi tega se lotim, skratka lotim se vseh stvari. Seveda je pa priprava, ne? In za vsak nastop je pomembna priprava, se pravi vizualizacija. Ne vem, jaz si velikokrat, če je kakšen pomemben ali festivalski nastop ali pa kakšen nastop pred pač pomembno družbo, si zamislim, kako pridem v dvorano, stopim vedno na oder, pridem se dvorana napolni, zamislim si svoj prvi korak, ko stopim na oder in svoj zadnji korak, ko stopim z njega. In potem samo grem čez to in je v bistvu to ena čudovita priprava, ki mi pomaga, da sem sproščena, da sem v tem svojem varnem kokonu, ki ga obvladam, ampak ga samo tako malo moduliram, če pridem sem ali pa tja. Tako da priprava, predvsem pa ne vem, iskrenost, nasmeh, sproščenost. Pa včasih je bolj manj stvari povedati, kot pa preveč. Ne? Manj je več tudi na odru, vse meni se tako zdi. In to lahko zelo dobro apliciramo tudi na posel. Je tako? Zelo veliko vprašanj, ampak ne bomo pri koncu pa še se Všeč mi je, ker ste tako iskreni v tem, kar počnete. Tudi sam v svojem delu, kar ga imam, prav tem razmišljam skozi, jaz ne stavljam zanimljavo. Kaj v zvezi z nastopanjem. Ampak, je res, če počneš, karkoli počneš, pa če uživaš v tem, če komuniciraš z ljudmi, kot res misliš, ti je veliko lažje. Si treba pretvarjati, da si nekaj drugega, si kar si, da ljudi sprejmejo. Nekaj ljudi negotovo sprejme. Ljudje vedno začutijo energijo. Bodi si negativno, še reči malo pa pozitivno. Tako da bodimo to, kar smo in bomo lepše živeli in bi bolj uspešni. Sem prepričana v to. Lepše ni mogla zaključiti. En aplauz za Primoža in Marka. Hvala za povabilo. Srečna sem. Nasvidenje. Zdaj pa bo med nami ena zelo posebna podjetnica, ki se bo prišla na oder predstaviti. In sicer bo z nami Barbara Strgar iz podjetja Škatlica. Kakšna molica in sem sliš? Zdaj, v bistvu nimam izkušenj z javnim nastopanjem, tako da se upam, da se bo podrezala. Najprej se lepo pozdravljam, moje ime je Barbara Strgar in sem soustanoviteljica Škatlice. Zdaj, predno začnem, bi se še enkrat rada zahvalila Zori, Urški in Petri za to čudovito priložnost. Res sem vesela, da sem del tega izjemnega dogodka. In predno začnem, bi tudi rada omenila, da vam za vas eno presenečenje. Zdaj po dvorani kroži namreč. Hvala.
v času mojega govora bo po dvorani krožila mesečna darilna škatlica. Ki se prosim oglejte, kaj ti na koncu jo bom enemu izmed vas tudi podarila. Zdaj, tukaj sem z namenom, da vam predstavim mojo poslovno pot. Vse se je začelo z idejo, ker sem naletela na problem, na katerega sem pripričana, da smo že vsi naleteli, in to je kaj kupiti za darilo. Zdaj, v mojem primeru sem iskala darilo za prijateljico, želela sem podariti nekaj posebnega, drugačnega, in zato sem iskala tudi trgovino, ki bi ponujali simpatično darilo in bi v bistvu tudi poslali v odlično zapakiranem paketu njej direktno na dom za dodatno presenečenje in tako rešili še moj problem v primanjkovanju časa. Zdaj, po brskanju na internetu sem ugotovila, da v bistvu take storitve v Sloveniji še ni. In v bistvu to me je spodbudilo k temu, da pripravim rešitev za vse, ki imajo podoben problem. Zdaj, tudi mojemu partnerju je bila ideja zelo všeč, zato so se projekta lotila skupaj in praktično takoj. Bila so polna idej in prišla sem do zamisli, da sestavimo nov koncept obdarovanja, ki pa temelji na mesečnih darilnih škatlicah. Zdaj, paket je sestavljen iz 5 izdelkov, ki so iz različnih področij, se pravi izdelki iz, bi rekla, iz naravnih sestavin, ker sem zagovornica narave, iz unikatnih ročno narejenih izdelkov, ker cenim trud, ki ga nekdo vloži v končni izdelek. Zdaj, škatlica ima tako v bistvu več vlog. Hotle karton igra oziroma olajša bolečino pri izbiri darila za vsakega, ki nima ideje. Hkrati, pošpara na času, denarju, osrečuje z lično zapakiranim paketom, ker v bistvu, kaj to pomeni? Pomeni, da imamo na voljo tudi več mesečno naročnino na škatlico in vsebina je razkrita samo za trenutno škatlico. Za naprej je presenečenje. In je v bistvu tako, kot da bi vsak dan praznovali rojstni dan, vsak mesec, in se meni zdi to zelo luštno. Zdaj, začela sva seveda postopoma, od raznih raziskav do osnovnega modela, še v bistvu izbira primernih dobaviteljev se je izkazala za izziv. Zdaj, kljub relativno nizkemu budžetu, ki sta ga imela na razpolago, govorimo o številki 2000 evrov, sva že na začetku vztrajala pri visokih merilih in kvalitetnih storitev. Zdaj, najin cilj je bil, ne samo ustvariti simpatičen darilni paket, ampak predvsem ustvariti doživetje. Zdaj, govorimo o doživetju, ko je vse tako lično zapakirano, da v bistvu ti je škoda odpreti ta paket. Notri te pa v bistvu pričaka še 5 izdelkov, toliko jih je, da kar ne zmanjka. Tudi vse opise izdelkov delala sama, izdelke skrbno izbereva in jih preizkusiva. Zato je v bistvu vsaki škatlici tudi priložena knjižica, ki te pozdravi z spodbudno mislijo, za piko na i. Zdaj, kako veš, da si na dobri poti? Ko se začne prijavljati konkurenca, seveda, Zdaj, po 6 mesecih delovanja ima škatlica tudi že svojo konkurenco. Ena je Dashbox, ki predstavlja predvsem kozmetične izdelke. Druga je Stylebox, ki imajo bone in razne lifestyle izdelke. Zdaj, ki jaz vidim prednost škatlice, je v tem, da smo pripravili paket, ki je zasnovan tako za lastno razvajanje, presenečenje, kot sem že preomenila, kot tudi za darilo, ker je že lično pripravljen. In ne še omenim, da vedno dodamo še sekundarno škatlo,
pride primarna, seveda nedotaknjena, nepoškodovana, brez kakršnihkoli nalepk. Zdaj, ne smem pa pozabiti na osebno sporočilo. In zakaj osebno sporočilo? Zato, ki bi delila z vami eno v bistvu zgodbo. V prejšnjem mesecu smo imeli v bistvu eno naročilo z osebnim sporočilom, ki me je nasmejal in v bistvu navdušil z izvirnostjo. To je bil vojak, ki je služil na misiji v Turini in je zasledil našo Facebook stran, potem, ko je žena delila objavo na naši Facebook strani. Zdaj, škatlico je naročil za Valentinovo in dodal zraven sporočilo od tvojega skrinjega oboževalca. Zdaj, a si predstavljate odziv žene? Najprej ni pričakovala škatlice, potem pa še ni vedela, od koga je. Se pravi, dvojno presenečenje. In to me v bistvu razveseljuje, ko vidim, na kakšne različne načine pomaga škatlice presenečati. In to je v bistvu naša vizija. Se pravi, osrečevati in povečati tudi prepoznavnost slovenskih oblikovalcev in trgovinic, ker ponujemo predvsem njihove izdelke in hkrati na ta način spodbujamo slovensko podjetništvo. Zdaj, tole je slika marčarske škatlice oziroma njena vsebina, pa me zanima, kje se trenutno škatlica nahaja. Kar stanite in to koljoma. A ni? A ste pozabili na škatlico? Kje pa je? Ja, jaz bi z veseljem podarila škatlico, če ni. No, upam, da bomo na koncu najdeli in jo bom tudi enemu izmed vas podarila. Vsebina je zelo simpatična, te liptički so moje delo, izpod mojih čopičev, piškoti, ki res so dobri, in naravno milo, naravni balzam, tako da to je to. Žal moram zaključiti, a ne? Jaz vas povabim, če me kdorkoli kakršnekoli vprašanje, da me podsuka za rokav, obljubim, da ne grizem, večemo kakšno kavico lahko častim. Hvala sem za pozornost in vam želim prijetno mreženje še naprej. Jaz sem prej čisto pokvarjen odmor. Tako slabo vest sem imel, ker sem bil tako grdo pregitelj zgodre varko. Da se zdaj trudil še 5 minut ekstra časa za mreženje. Mislim, da je zelo prav prišlo, da si se tako zgovoril, namreč mi smo bili to že prej dogovorjeni, da je skripto. Kaj vidite? Res bomo zdaj naredili eno ekspresno vajo v mreženju, da vidimo, kako smo si zapomnili moje jutranje predavanje. Vaša naloga pa je, da vstanete, najdete nekoga, ki ga še ne poznate, s komu še danes niste klepetali, vzeti morate svoje vizitke, poslušajte do konca, ne še. Vzeti morate svoje vizitke, se pravi, se predstavite, izmenjate vizitko, se zahvalite in greste potem naprej. Na razpolago boste imeli 3 minute in v tem času poskušajte nabrati čim več vizitk, kasneje vam bom pa povedala, kaj s temi vizitkami počnite. Samo še sekundico. Boste slišali, bom zelo glasno zakričala stop do konc 3 minut. No, zdaj vam lahko začnete. Evo, gremo mrežiti.
Najnovejšo. S tem boste naredili nekaj za svojo vidnost. Ja, ampak vaša kredibilnost bo šla pa dol. Torej, kaj naredite zaradi tega, kaj to spam, kaj nadlegujete ljudi, če to delate? Pošljate mail tistim, za katere vi mislite, ki se vam zdijo fajn, za katere vi mislite, da bi bili lahko za vas v prihodnosti koristni. Pa ne poslati maila v smislu, sva se spoznala, a bi ti kupil od mene. Eno vprašanje sam, dvignete roko vse tiste, ki ste danes prišli sem nekaj kupati. Ok. Zdaj pa dvignete roko, če ste dosti korajžne, vse tiste, ki ste danes prišli sem z idejo, da te kaj prodale. Jaz mislim, če da je poštene, da bi vse dvignile roko, ampak imamo mal tukaj se nam ne izide, noben ne okupal, vsi vi pa prodajali. Torej, vizitke uporabite zato, da boste začeli graditi medsebojne odnose. To je tisto, kar je najbolj pomembno pri mreženju, o tem smo danes že govorili, ne zato, da vsem pošiljate akcijo, ki jo boste imeli naslednjih 10 dni. Hvala lepa, jaz vam želim res veliko učinkovitega mreženja danes. Hvala, Bolita. In zdaj prideta na oder Filip Kržišnik in Blaž Slanič, ki imata zelo zanimiv rek. To me je najbolj fasciniralo in sicer pravita, zakaj bi bilo lahko, če je lahko težko. Dajmo jih pozdraviti na odru. Dobar dan, Bomo pa takole. Mene pozdrav, midva sva Filip in Blaž, sta akrobata, gimnastičarja, plesalca, žonglerja, motociklista, ekstremista, adrenalin junkie in še kaj več. Nekaj se skupaj se začeli že z malimi nogami, ko se začeli trenirati vse te ekstremne športe. Neka naja vizija je dopolnjega življenja, do življenja brez omejitev, brez meja, brez kakršnihkoli stebrov, ki nas ovirajo. Primer, če pridem do nekega stebra, jaz se kot slehno slovenc se lahko stavim v tem stebru, se obrnem in grem svojo pot. Ampak z tega se nisem nič novega naučil. Jaz to želim ne samo, da se posnema ta stebr.
nekaj novega naučiti, razširiti svoje obzorje, nekaj novega videti, nekaj novega izkusiti in to potem koristiti naprej v nadaljnih lekcijah in v nadaljnem življenju. Hvala. Da se pa sposobno vse to skupaj narediti, je pa dejansko potrebno zaupanje vase. Zaupanje vase dobim preko lastnih izkušenj, preko znanja, preko dogodkov, ki se zgodi v preteklosti. Naprimer, če sem sposoben hoditi ob robu odra, to isto velja, potem sem zmožnost hoditi na vrsto te stavbe. Če sem lahko sposoben viseti iz ripstola, lahko visim dol iz žerjava. Če sem sposoben govoriti nek govor v ogledalo, sem sposoben ta govor potem tudi recitirati šefu, sodelavcu ali pa policaju, če treba. In če sem sposoben zaupati sam vase, potem tako lahko tudi zaupam nekaj drugih oseb. Do tega pa pride nek s časom. Zaupanje v drugo osebo se spostavljam, kot da stojim na neki meni neznani novi površini. Moje telo je napeto. Čutim se drgla iz okolice, čutim, kaj se dogaja, razmišljam in se nekako moje telo odziva na te drglaje. Vse to skupaj pa mi postane čez čas nekako znano, morda celo prijetno. In se probam na to podlago novo nekako odzivati in s tem ustvarjati nove izkušnje, nove lekcije in nove trike. In se to skupaj lahko res pride do nekaj novega in res lepega. No, v vsakem podjetju, če želimo nekaj razširiti, nekaj narediti, moramo zaupati drug drugemu. To je zelo dolgotrajen postopek. To ne gre iz enega dneva v drugi dan. Recimo, kot primer, mi dva s Filipom, ko smo se spoznala, ki je drugje kot gimnastični dvorani, smo vidno, on kot plesalec, oni so metali ženska po zraku, da se spomnim. Mi kot žongljari pa smo to začeli malenkost drugače. Mi smo recimo žonglirali drug drugemu na rameni, smo imeli tu malenkost več stika, moški kot moški. In sicer mi kot s Filipom, ko smo se začetka dobila in smo probali s čisto osnovnimi stvarmi državne ravnoteže. Predstavljate si, da se primeš in se nasloniš nazaj. Za dva človeka, ki se nikoli nista spoznala, se ne veta nič o drug drugemu, je to zelo neprijetno. In isto v vsaki firmi, ko hočeš nekoga zaposliti, ga moraš najprej spoznati. To ne gre kar tako, da bi pobral enega iz ceste, pa bi rekel, aha, jaz bom tebi zaupal in mi dva bomo nekaj velikega naredila. To tak ne gre. To je res treba od začetka in zelo počasno. Mi da s Filipom zdaj delamo, lahko rečem, zdaj marca, je 2 leti, odkar se poznamo. In boste bolj videli, kaj vse se da narediti. Kaj vse lepega se da narediti, če si to res zelo želiš. Ampak je pa potrebno res zelo dosti dela, zelo dosti truda. In mislim, da kar najboljše, da vam pokažemo, če smo mi dva sposobna. In prav tako ste tudi vi, le zaupati morate vase in v drugega.
Wow! Jaz imam feeling, da bi lahko ona dva naredila tisto sceno iz Dirty Dancinga z nami, a? Katera se javi, da vadi? Ok, tam imata ono gospodičo, da vadita. Mobil zelo gori zdaj za Twitty in Facebookom. Jaz kar na oder vabim, jaz sem kar brez besed, jaz bom kar na oder povabila predstavnico Simobila, gospo Jeleno Ostojič, ki je vodja prodaje poslovnim uporabnicam. Dobar dan. Jaz sem tudi kar brez besed. Počaščena sem, da vam lahko spregovorim nekaj besed. A se slišimo? Drugače sem glasna punca. Da vas je toliko tudi uspešnih podjetnic, me navdaja z optimizmom, da se tudi slovenskemu gospodarstvu obetajo lepši in boljši časi. Tudi pri Simobilu smo ženske zelo dobro zastopane. Na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih nas je kar 40%, kar seveda pozitivno vpliva tako na kulturo, kot same rezultate. Naše vodilo je, da kot ponudnik poslovnih rešitev podjetjem omogočamo posel. Za slovenske podjetnike in podjetnice pa poskrbimo sponzorstvi in organizacijo poslovnih dogodkov, tudi mreženje. Del Simobilove nove strategije je tudi močan vstop in razvoj drugih poslovnih področji, ki so blizu našega osnovnega posla. To so predvsem področja tako imenovana IoT, Internet of Things, ki nudijo skoraj da neskončne poslovne priložnosti. Področje, ki ga zelo podrobno raziskujemo in razmišljamo o partnerstvih ter ponudbi inovativnih rešitev, so recimo področja tudi avtomobilizma, e-šolstva, e-zdravstva, zabavne elektronike za končne uporabnike. Za realizacijo prihajajočih projektov pa bomo potrebovali tudi sodelovati s partnerji, ki imajo specifična znanja, ki imajo nove ideje, sveže ideje, predvsem imamo v mislih startup okolje. Zato smo odprti tudi za sklepanje poslovnih partnerstv in poslovnih povezav. Obenem startupovcem ponujamo spoznavati svet povezljivosti in jim omogočamo platforme za razvoj in testiranje naprav in storitev. Vse naše rešitve pa odlično delujejo v našem novem omrežju z novimi hitrostmi, ki omogočajo nova doživetja. Z najhitrejšim internetom LTE trenutno pokrivamo več kot 78% prebivalstva. Danes sta z nami tukaj tudi ključna skrbnika ključnih strani za poslovne uporabnike, kolega Andrej in Anže, ki vam bosta z veseljem odgovorila na vaša vprašanja. Pomembno pa je tudi, da se povezujemo podjetja med seboj. Eno takih skupnih partnerstv in nastopov na trgu smo sklenili za zavarovalnica Adriatic Slovenica in verjamemo, da skupnim nastopom lahko našim strankam omogočimo oziroma ponudimo več in ugodneje. Vsem skupaj želim lep dogodek še naprej. Hvala. In seveda tega dogodka ne bi moglo biti, če se ne bi naše tri krasne punce, Zori, Urša in Petra, povezale z ogromno društvi in združenji in jaz mislim, da je zdaj prav, da se zahvalimo vsem tem društvom in združenjam in krasnim ženskam. Zdaj pa mi povejte, a mi znamo našteti čim več prevodov besedice hvala? Kaj znamo vse? Po mačarsko, recimo. Köszönöm
Köszönöm. Mađarsko, super, kaj še znamo? Danke. Thanks. Tak? Fak. To jaz upam na glas povedati. No to ak. Še kaj? Merci. Spasiba. Krasno. Skratka, vse te zahvale grejo društvom in z nami Gregor. Evo, kar začel. Hrvaški združenje poslovnih žensk Krug, Sofija Šmitran. Na drugi strani Slovenska gospodarska zveza v Celovcu, Marina Einšpiler. Prosim, če lahko vsak ostane, če sliši, tako da še ostale vidijo, pa da potem lahko vse odmor potem do vas Seveda, jaz bom Štajerke napovedala. Štajerska gospodarska zbornica, z nami je Lidija Majcen in Marjana Bravc. Tukaj je tudi zbornica osrednje slovenske regije in z nami je seveda gospa Marta Turk. Območno obrtna podjetniška zbornica Laško, Andreja Rojc. Še Štajersko, prosti. Območno obrtna podjetniška zbornica Celje, Martina Rečnik. Gospa Martina. Alumni ekonomske fakultete Sabina Vodnik. Peace Intelligence Center Daniela Pervar. Športno društvo Metulj, Metulj Legačnik z nami. Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, Nataša Jan. In pa Vinkom poslovno komuniciranje in coaching Flora Marija Bratuš. Potem sta pa še dve, ki jo ni z nami, Nataša Bariški iz Metne liste in društvo Pesem duše. Ja, tega pa tako ne še. Res jih je velika, ampak se spodobi nepravičen zapravo, se pa več ti konc. Vse bo povedala. Tokrat ni treba šteti. V dizajn Rita Horvat, Rita Hren SP in spletna strana Obrtnik Info, spletni portal Moja in, ti si bila zelo blizu, Loving Wisdom. Loving Wisdom, spletni portal svetlova.si, doseži sanje, zaslužek na internetu, malinca.si, GR8 Marketing, Akademija za osebno odličnost, Mednarodna konferenca Odličnost Manager 2015, oddaja Preprosto naravno, Etika DOO, VitaFit, portal za zdravo in aktivno življenje in Harmorni program Poletni oddih za duha in telo. To zapravo odlično povedal. Jaz sem tako vesel, ker je toliko. Super, zdaj pa je čas za silo, ampak ni to je delovno silo. Ja. Ni ta nas pogledala. Prišla krok in pogleda, ali se kaj mrežite po pravilih. Drage moje, pričakala vas bo odlična penina vinskega sponzorja Vina Koper in po kosilu se lahko v preddverju od dvorane in v prostoru, kjer je restauracija, razvajate z posebnim, to tako okusno zveni, refoškovim desertom, likerjem z belim. Ni še konec. Čisto na koncu bo zelo pomembna informacija, ampak čisto na koncu. Še prej, Adriatic Slovenica vam zmeri holesterol, krvni tlak, srčni utrip in tudi artrijsko fibrilacijo. Kar je pa res, ampak to pa res najbolj pomembno, poleg kosila pa to. Ko greste ven iz te dvorane, boste našli ni akvarij, ampak je samo steklena bovla in ko vržeš bovlo v ta akvarij,
vam zlata ribica mogoče uresniči željo, če vas izžrevamo na koncu. Če pa vizitke ne boste vrgli v to stekleno bovlo, vas pa ne bomo izžrebali in ne boste šli na Tenerife. Torej, uživajte v kosilu ob 13:50 se spet vidimo. Pa, pa! Lepo pozdravljeni, sem Nives Mahne Čehovin z primorskega konca, iz Kozine. Drugače pa sem prevajalka z dušo in srcem. Prevajam že dosti let, lahko rečem. Najprej sem bila 6 let zaposlena na prevajalski agenciji v Ljubljani, zdaj pa imam že 10 let svoje podjetje. Prevajam iz slovenščine in iz angleščine in tudi lektoriram besedila v slovenščini. V vseh teh letih, odkar sem že na trgu, sem v bistvu zadovoljna, da mi zaupali zelo dosti različnih institucij, podjetij in ustanov. Med njimi recimo ustanove Evropske unije, kot je parlament, komisija, sodišče, potem 5 fakultet slovenskih, prevajam tudi za različna podjetja po celi Sloveniji, v Ljubljani in tudi okrog. In tudi v bistvu za razne organizacije, občine, pač kdorkoli potrebuje storitev prevajanja. Naj povem, da so moji prevodi vsi lektorirani, tako v slovenščini kot v angleščini. Angleški lektorira angleški lektor, native speaker, tako da je res potem ohranil tisto dušo jezika. In tudi to, da se vedno držim dogovorjenih rokov, da nikoli ne zamujam, in da se tudi skušam čim bolj prilagoditi pač potrebam naročnika, da čim prej prevedem, včasih tudi čez vikend ali pa čez praznike, kakor je pač nuja. In besedila, ki jih najbolj prevajam, so predvsem poslovna, pravna, pa tudi poljudna. Od poslovnih recimo so računovodska poročila, letna poročila, razni finančni izkazi, pa tudi potem pogodbe, pravna besedila. Potem pa tudi od poljudnejših, recimo kakšne brošure, promocijski materiali, spletne strani podjetij. Med mojimi prevodi recimo se znajdejo tudi, ne vem, lani je bil katalog za gorenje v hladilnik, pa tudi recimo zahvalno pismo kraljici Elizabeti, ko je obiskala Slovenijo in prišla tudi na Kras. Tako da se najde kar velik razpon. Drugače pa še, kar bi še povedala, je, da več lahko o meni preberete na moji spletni strani, in sicer je to www.prevajalka.com. In še mogoče, če čisto strnem na koncu, pač vi napišete, jaz prevedem, oni razumejo. To je tudi smisel prevajanja, da se pač dva sogovornika, ki se ne razumeta, lahko srečata nekje na sredi poti in se potem dogovorita naprej svoje zadeve. Hvala lepa in srečno sem. Torej, lep pozdrav. Moje ime je Tjaša Vidic, prihajam iz Primorske, imam podjetje že vrsto let, ukvarjam se z informacijskim pravom in v vseh teh letih smo zaznali eno veliko vrzel oziroma neurejenost na področju pravnih pogojev za spletne strani. Zato smo se odločili, da bomo pripravili avtomatiziran sistem za letni najem pravnih pogojev. Pač sam sistem je zelo enostaven, zato ker želimo strankam omogočiti, da ne bojo pač kot lastnice spletnih strani imele spletne strani brez pogojev oziroma da jih bojo kopirale oziroma da se pač izognejo tudi visokim stroškom najema zunanjih pravnih svetovalcev. Zato smo v bistvu tudi to storitev pripravili. Storitev bo aktivna proti koncu meseca aprila. Zdaj pa v bistvu vse vabimo, če želijo sodelovati pri anketi, da izpolnijo vprašalnik na naši spletni strani www.loalai.com oziroma nam lahko tudi pišejo mail na info@loalai.com. Hvala lepa. Lep pozdrav, sem Martina Vrabec iz podjetja IM Projekt. Pozdravljam tudi v imenu kolegice Alenke Stare, s katero skupaj ustvarjava že več kot 3 leta. Najino poslanstvo so otroci, izdelujeva, ustvarjava, razmišljava o didaktičnih igračah in učnih pripomočkih. Vsi najini izdelki so ciljno naravnani
namenjeni temu, da se otrok z njimi nečesa nauči, izuri, razvije kakšno veščino, postane spretnejši, uspešnejši, zadovoljnejši. Vse izdelke od začetne ideje do končnega, narejenega, zašitega, pobarvanega izdelka narediva sami. Zato so unikatni in vsekakor nekaj posebnega. Želiva, da bi jih prišlo čim več v vaše domove, v vrtce, v šole in bi skupaj z njimi otroci spoznali drugačen svet učenja, kjer so ustvarjalni, aktivni, se naučijo na bolj zabaven način in si naučeno bolje zapomnijo. Vse dobro vam želim in upam, da se kdaj srečamo. Lep pozdrav, sem Debora Burič, prihajam iz Kopra, sem direktorica podjetja Začuti utrip. Podjetje se ukvarja s pripravo turističnih programov za osebe s posebnimi potrebami. Trenutno smo šele v začetni fazi razvoja podjetja in iščemo poslovne partnere na celotnem področju Slovenije. Če vas zanima sodelovanje z mano, me lahko kontaktirate na Facebook strani Začuti utrip ali pa preko e-mail naslova debora.buric@gmail.com. Hvala. Pozdravljeni, moje ime je Petra Kaltnikar-Gabrc, prihajam iz Kranja, po izobrazbi sem biolog. Pred 2 letoma sem se pridružila podjetju ASEA, ki promovira eno največjih odkritij na področju delovanja celic, za katero znanstveniki trdijo, da gre za večje odkritje od penicilina. Gre za popolnoma naravne produkte, ki spodbudijo telo k samozdravljenju in ima izredne rezultate pri odpravljanju različnih zdravstvenih težav, pri preprečevanju pojava bolezni, tudi izboljševanju dosežkov športnikov in tudi regeneraciji. Sama imam izredno močne izkušnje, odpravila sem kar nekaj zdravstvenih težav, od nespečnosti do bolečin v sklepih, težav s prebavo. Imam tudi izredne rezultate v športu, energijo, spanje. Zaradi etičnih načel podjetja in svojih izkušenj sem se podjetju pridružila tudi poslovno. Sem zelo pozitivna, komunikativna, poštena, natančna oseba, ki rada pomaga drugim ljudem. Poslu sem zelo predana in tudi povsem samostojna, sem na enem od vodstvenih položajev. Moji načrti za prihodnost so zbrati skupino ljudi, ki bi informacijo predajali naprej, tako pri nas kot tudi v tujini. Želim voditi tudi izobraževalne seminarje, povezovati skupino svojih ljudi. Iščem pozitivne, komunikativne, poštene, zanesljive poslovne sodelavce z jasno vizijo za prihodnost. Najdete me na Facebook profilu Petra Kaltnikar-Gabrc, potem tudi na Skypeu petra.gabrc, gmail pgabrc@gmail.com ali mobilni telefon 040 747 815.